Slovenci se lahko pohvalimo z lepo ohranjeno naravo in le malo kje človek in narava sodelujeta v sožitju, kot ga poznamo že od nekdaj. Eden takšnih predelov je Kozjansko, kjer se v mali vasici Kalobje nahaja naša zeliščna kmetija Kalan. Leta 1998 smo polja v neokrnjeni naravi kozjanskih gričev zasadili s prvimi zelišči. Zelišča na kmetiji predelujemo izključno brez dodatnih gnojil in sintetičnih škropiv, ekološko, saj za zatiranje ne potrebujemo ničesar, ker upoštevamo pravila narave, kot so mešani posevek in kolobar. Narava nas vsako leto za naše ravnanje nagradi z izjemno kakovostjo pridelanih zelišč. Vsa zelišča na naši kmetiji ročno posadimo v mešani posevek, da drugi pomagajo pri rasti in zatiranju bolezni ter škodljivcev. Na tak način zrastijo odporne in zdrave rastline. Vse nasade ročno obdelujemo. Z motiko zelišča vkopljemo, da odstranimo plevele in zrahljamo zemljo. Ko zelišča dosežejo tehnološko zrelost, jih ročno poberemo. Pri takem načinu pobiranja si lahko privoščimo, da poberemo resnično zdrave in ravno prav zrele dele rastlin. Samemu pobiranju posvečamo veliko pozornost, saj so nežna zelišča hitro ranljiva, zato jih pobiramo v košare ali v posebne lese, da na tak način preprečujemo samovžige rastlin in izgubo predragocenih zdravilnih učinkovin. Pri vrbocu je zelo pomembno, da ga poberemo v pravem času. To, ko ga pobiramo ročno, si to lahko privoščimo, kajti ta vejica, kjer so semena že dovolj zrela, nima neke veljave, ampak morajo biti semena še zaprta v teh strokih. To si pa lahko privoščimo samo na tak način, da pobiramo zelišča ročno, tako kot počnemo pri nas na naši kmetiji. Ko zelišča pripeljemo domov, sledi ročno odbiranje odpadlih, odmrlih in poškodovanih delov, plevelov in vsega, kar ne služi v čaj. Kljub skrbni pletvi v času rasti se med zelišči lahko pojavijo pleveli, katere izločimo. Ker zelišča niso škropljena z insekticidi, obstaja verjetnost, da si med zelišči najde svoj dom tudi kakšna žuželka, katero na tak način odstranimo. Nekatera zelišča po odbiranju zrežemo ali vršičkamo. Večino zelišč pa posušimo na pecljih, da je izguba eteričnih olj čim manjša. Če bi zelišča obdelovali strojno, vsega tega ne bi uspeli odstraniti in naša zelišča ne bi bila to, kar so. Vsa zelišča posušimo v namenski sušilnici za zelišča, zato da je sušenje kontrolirano, da zelišča obdržijo svojo barvo in predvsem visoko kakovost.
Ko so zelišča posušena v sušilnici, pa pride tisto zadnje delo. Zadnje delo, da se vsa zelišča osmukajo iz pecljev, tako da dejansko ostanejo samo lepi listi, kateri imajo velik ostanek eteričnega olja. Zelo pomembno je, da se to dela ročno, kajti na tak način dobimo resnično kakovostna zelišča. S tem pa lahko tudi prekontroliramo, če smo med samim pobiranjem, če smo med samo kontrolo čiščenja zelišč spregledali kakšno ali plevejo ali žuželko, jo sedaj, ko gre ponovno skozi roke ta zelišča, jih lahko enostavno odstranimo. Kaj, iz sončnih gričev Kozjanskega so ta zelišča? Zdaj bo pa prevelik, zdaj še boste mogli vazino natja, ker to je 100% eterično olje, poprove mete. In tu rabiš 80 litrov mete, da dobiš eno flaško. To je z destilacijo pa problema, to ni na mete. Ampak to imate zraven. Kaj se radi?